so bili tako. Iz koledarjem so štopali, koliko zadnji so bili za vsemi ostalimi. S koledarjem so štopali. In? Ja, Florian že drži bat v rok. To ni električna zadeva. Pusto, Florian. To je muzej. Muzejski eksponat. Zdaj, fanti, kako ste? V redu. Ti? Jaz sem fajn. A gremo kar k stvari. Daj, pejmo no. Pejmo k stvari. Jaz bom naredil en zelo kratek uvod, pa zelo tak uraden, zaradi tega, ker vem, da moj kolega na desni strani, Jure, me bo takoj zatolkal z eno svojo pesniško. Današnji gost z nami je Florian Rus, vodilni sistemski inženir ekipe Mahindra Racing. Jure, prosim. On je tisti, ki toliko elektronov spreminja v hitrost v novi seriji dirkalnikov. Jaz sem prvič videl Floriana v akciji na berlinskem letališču in kako je to izgledalo? Kar ti jih rataš, ko pride mimo. Pa dirkači tudi vsi tako pogledajo. Florian, postali v garaži. Živijo. Hvala za tak introduction. Ja. Ampak jaz res lahko povem za začetek eno čisto kratko zgodbo, v bistvu, kako sem jaz vedel zate, pa kako sva se spoznala. Jaz sem bil na dirki 24 ur Spaja, ne? In sem malo objavljal storije, ne? In enkrat mi pač uleti noter en message, prav, daj pejt skoč do garaže Bentleya, ne? Tam je en dečko Slovenc, pa malo pogleda, veš, če ima kaj cajta, pa se malo pogovorta, ne? In jaz res, veš, takoj, nogice, gremo tak, poiščem uno garažo in res, a je tlekšen Florian, ne? In on je res, ja, in hitro uleti en tip z računalnikom v roki, ne? In valjda, veš, so se takoj pokonektali, ampak valjda si bil busy, ne, razumljivo, in sva rekla, daj se ujameva drugiča, ne. In ta drugič se je pol zgodil spet v Berlinu, ne, na dirki Formule E, ko smo bili vsi trije. Takrat sem se pa jaz malo, veš, považil, ne, pa sem rekel, jaz pa poznam enega kolega, ki tle dela, ne, in smo skočili do garaže od Mahindre, ne. In spet, je tle Florian in spet Florian ureti z računalnikom, valjda totalno busy, zaseden, in pa smo rekli, zdaj pa tako, naslednjič, ko se pa vidimo, si povzamemo cajt, se usedemo, lahko imaš računalnik, kar imaš spet sabo. Ampak vzamemo si cajt, da se malo pogovorimo, no? Ker dejansko ti počneš ful zanimive stvari, mislim, itak tvoja pot je zanimiva, to, kar si počel, to, kar počneš, to, kar boš počel. Tako da, Ciril, daj ti v bistvu povej svoj stavek. Čak, jaz moram prej še nekaj povedati. Pa Florian nisem zavetni gasilcev, ne? Florian Rus je zavetni dirkačev. Res je, ja. Veš kaj, zdaj vse to, ko je Saša naložil, se mi zdi super, ampak jaz bi do te točke, kjer si zdaj, pa si bil pri Bentleyju, pa si zdaj pri Mahindri, pa Formula E in tako naprej, sem bi rad prišel, ali pa vsi radi, sem pridemo postopoma. Kako se vse skupaj začel, zato ker sem prej tudi malo raziskal, jaz čisto iskreno nisem veliko vedel o tebi, pa so se pa začele plasti razkrivati, pa dirkanje oziroma kopilot, pa tako naprej, ampak kdaj te pa vse skupaj zagrabili? Pejmo čisto na začetek. Pejmo čisto na začetek. Pejmo na prvi elektron. Pejmo čisto na začetek. Z elektriko, kje se je to začelo? Recimo srednja šola. Vegova, ne? Vegova, ja. Moj sosed, jaz sem bil oblikovna, stari. Mi smo na une iz Vegove gledali te piflerje, veš. Dobro, ampak avti so te najprej že predtem zagrabili, tako nasplošno? Ne. A da ni? Ne, ni neka taka klasična, bi rekel, ni neka taka klasična zgodba. Mene avti niso nikoli zanimali. Valjda so me zanimali, ampak niso me zanimali tako, kot gledam neki sodelavci, a veš. Jaz sem pa že od malega vedel, da hočem v formuli, drug, tret. Ne, jaz sem kolesaril, košarko sem igral,
ne vem, pa so me punce pa alkohol začeli zanimati, konc srednje šole, a veš. Tako kot Dana Lenarda. Pač. Ja. In kdo je Klasika. iz sistema spravil v srednji šoli, je danes kar good. Ja. Tisti, ki pa Nisi niso- politik, ne? Nisi politik, ja. Mi vsi trije od mehkega avti, Ja. pa nismo v garaži formule. Lej, nismo politiki, to je Ja. najbolj važno. Tako da, ja, v srednji šoli, ne vem, kako sem se odločil, da bom šel za pač elektroinženirja, oziroma v srednji šoli elektrotehnika. In pa sem imel pač enih par sošolcev z Idrije, ne? In iz Idrije, Itak. rejli, ne? To so to pravi influencerji. Ja. Ja. Old school. In pol je bilo tako, ne? Jaz bi pa tudi to probal, to je pa full cool, no? Ampak Okej. čakaj, kot nekaj v povezavi z elektriko, elektrotehniko, ali enostavno probo kot jaz bi tišel? Ja, tako, jaz bi tišel, Jaz bi tišel, ja. ja. Veš, vsi so bili rejli, vsi so imeli te idole, Ja. Marko, ta Pelhana in to. Ja. In pol, ne vem, naredimo izpit za avto in vsi so, jaz bi probal. Sem rekel, ok, jaz pa bom probal. Evo, in sem probal, bil sem sovoznik, Niko Lovišček je bil voznik, prvi, mislim, da so Kjer avto? Jugo. Ok, itak, kaj sploh sprašujem. Mislim, da sva 3 ali 4 dirke skupaj vozila. In to je bilo ono, to je bil introduction za me. Jaz sem imel nekako 16, 17, 18, ko sem sploh začel se o tem nekaj, smo se začeli pogovarjati. Prej, valjda gledaš formulo na delah, ampak to je tako. Ja. Pač, ko si gledajo, tudi ti gledaš. Ne? Pa klasična pot, ki ga enkrat probaš rejli, te not potegne in si Tako, okužen. Tako, pa sem bil mal na pravem času, na pravem mestu. Uroš Petrič je rabil sovoznika, pol je Alex Humar rabil sovoznika, tako da tako. Uroš Petrič, C2, C2 ni bil še R2, C2, C2, R2, R2? pa je bil pa R2 Max. R2 Max, ok. No, pol je pa Alex rabil še malo sovoznika, pa so bila Sploh mislim, vsakeč roko dvignil. Ja, valjda. Dobre sovoznike je težko dobiti, ker itak so posebna sorta ljudi, tega se bomo mogoče pol lotili, ne? Ampak ja, pa si pa Aleksu presedel, ne? In pol si dolg časa zdržal in celo 3 naslove osvojil, če se prav spomnim, ne? Pojma nimam koliko, ampak ja, pač. Pojma nimam, da si bil, jaz vem, da si bil 3-kratni državni prvak, če ti ne veš. Najbolj, kar se spomnim, je to, da smo en let Evropsko prvenstvo vozila. To je bilo Ja. top level, let's say, tako. God se je fuz slabo pripravil na ta podcast. Malo več resnosti, prosim. Florian, a pa radarja kot sovoznik si se tudi tako analitično lotil, ko se danes lotiš analitično tistih številk na računalniku. A veš kaj, radarja me je pa naučil Enej Ložnar, bivši sovoznik od Roka Turka. Ja. On je imel tak dober sistem, on je odpeljal ne vem koliko dirk in on je, bi si mislil, je najboljših pri nas bil, kadar je dirko. No? In on mi je nekako razložil, kako on dela, kako lahko hiter med brzincem si kaj dopišeš, take zadeve, kako uporabljati, tako da sem nekako njegov sistem prevzel. A si mogel govoriti, pazi pisk? Si prevajal v idrsko? Ne, nikoli. Ni bilo, pazi pisk. Ok, se pravi, rejli te je not potegnil, ampak za volan pa nikoli te ni mikal. Veš kaj je? Me je, ampak dve uvire, ki bi jih mogel preskočiti. Šuški? Tako, to je Okay. prva. Druga je pa tako, no, lahko sem bil, pač se mi zdi, da sem bil boljši sovoznik in sem se bolj izpopolnil v biti sovoznik, ker če bi bil nek povprečen voznik, pa bi 2-krat razbil, pa bi zaključil kariero. Razumem. Ej, kaj se ti pa zdi, da so, dajmo se recimo omejiti na 3 prvine, ki se ti zdi, da si jih mogel obvladati ali pa se naučiti, ali pa ki ti najbolj prav pridejo kot sovozniku? No? Veš kaj, meni je tako bilo ful naravno to, meni ni bilo, da bi rekel, se bi ful pouglabljal v to, ampak moraš, kar moraš dost vnaprej načrtovati, veš, ti imaš, ne vem, 10 minut do tega, pa te točke, ne? In moraš pač malo gledati, ok, moraš še gume spustiti, moraš še čelade gor dati, moraš malo
tako pričakovati, ok, 6 minut imam za to, pa rabim še 4 minute do tega, tako moraš malo organizirati. Ti si možgan za voznika, da ga razbremeniš vseh teh stvari, da on ne rab razmišljati o ničemer, razen o tem, da kako bo odpeljal ti iz brzinca. Ne? Tako, ja. Ti razmišljaš vse, kdaj je noter v časovno, ven iz časovne, kdaj zamenjati gume, kdaj ne zamenjati, kdaj morava biti tam, koliko časa je. Tako pač, res razbremeniš. Organizacija. Ja. Tako, ja. Se mi zdi, da to je najbolj taka, bi rekel. No. Najbolj pomembno, pa sploh ni brzinc, recimo, veš, pa vsi mislijo, to je brzinc in pač potem ni nič. Ne. Ja. Tako da ja, to pa, če pa smo na samem brzincu, je pa, ne vem, neka mirnost, bi rekel. Karkoli se zgodi na brzincu, karkoli, moraš pač bereš naprej in Ti si vse, ti si in psiholog in nekdo, ki bere ovinke in nekdo, ki ne sme zezant. A veš? A si kdaj zakovno? Ne, zgubil sem se enkrat, mislim, do 9 letih, ampak je tudi tako, ko se zgubiš, moraš reči, pojma nimam, kje sva. Takoj. Aha, da mu daš vedeti. Ja, če začne voznik dvomiti, ampak si sta imela najbrž v radarju neke oporne točke, ki se pa pol spet najdeš ali pa kaj takega, ali pa prepoznaš po radarju neko vinko. Ja, mislim, sej pač na koncu voznika toliko poznaš, ne vem, jaz sem Aleksa toliko poznal, da na koncu mu rečeš, jaz bi takole, kaj si v glavo, veš, kaj si napopisal, si v glavo misliš, tole bo dvojka. Ja, ok, dvojka, ta se malo zapre, se zapre. Ja, prepoznaš. Ga že poznaš, Če si z nekim takim voznikom, kot je Aleks, ki je dejansko vozil na zapiske. Veliko voznikov v Sloveniji je takih, ki vozijo na pamet. Kako na pamet? Čakaj, dajmo to razdelati. Če voziš nek brzinc 10 let, pa je dolg 10 km, pa greš pred dirko 10x čez. Zdaj, mi dva z Aleksom sva šla ven, sva vozila Evropsko prvenstvo, ker ni šans, da boš vedel na pamet. Ampak so pa vozniki, ki vozijo dejansko na pamet. Ok, razumem. Ja, slovenski brzinci se dostkrat ponavljajo, veš. Kvečem se kakšno v kontrasmer obrne, veš, pa ga vozijo pa še v kontrasmer. Ampak ja, so znani več ali manj tudi zaradi tega, ker organizatori so tako dogovorjeni pač z lokalnimi skupnostmi, da se te pa te ceste zaprejo in jim je lažje iti po tej poti, kakor pa da zdaj iščejo nove brzince, pa se spet dogovarjajo, pa to cesto bomo zaprli, pa ta dovoljenje dobili, pa tako naprej. Florian, mene še ena biološka zanima, Mene sta, na primer, zadnjič moja dva brata vozila na eni predstavitvi v zelo udobnem avtu, Pa sta tudi, ona dva kar dobra šoferja, Sem en story dol gledal, pa objavljal, pa mi takoj slabo ratalo. Kaj je zdaj s tem radarjem? A bi jaz bruhnil do prvega ovinka, pa nikoli mi v nobenem avtu slabo, če v naravnost vam gledam, ampak v zvezek dol... Ne bi, ker bi te bilo preveč strah. A zihar? Ja. Mene je bilo vsakič strah. A veš, ko si ti tam, ne vem, narediš en brzinc, pa imaš tako 2-3 momente, kaj je tle bi pa lahko šla, ne vem, guma ali pa karkoli. In kamnite škarpe. In priješ do cilja in tako si 3 sekunde sem spušnil. Zdaj moram biti vsaj toliko hiter, ker sem bil naprej, plus 3 sekunde, plus še 3, da dobim malo prednosti. In pol, ker je štart je na minuto, in pol ti tam sediš in tako vidiš voznika, veš. Da je živčen že. Ko se pripravlja, veš, pa tako malo rukavice zaviha, pa to. In ti se tam... Ni šans, da ti je adrenalin naredi svoje. Ok, to razumem, ampak po drugi strani pa ne razumem, kako lahko delate na popisu, pač, ti si jaz ne razumem, zakaj ti tam slabo ne rata. Na dirki štekam, da adrenalin naredi svoje, to, da si na hajpan naredi svoje, ampak ko pa popis delaš, mi pa sploh ni jasno, kako ne bruhneš na 10. ovinku, ker itak gledaš dol skozi knjigo, zapiske si delaš, tam počasi ne voz spet tako hiter, veš. Ti si mi ni jasen. Pojma nimam. Nisem imel nikoli. Ja, vidiš, a veš. Ampak nisem imel še nikoli, mi je bilo slabo, Ja, niti v avtu, niti na ladji. Ja, meni bi bilo 100%. In pa, na primer, zdaj, ki iz Anglije letiš, pa zdaj, ki imamo klimatske spremembe, ki so vsi leti, skoraj noben let več ni brez turbulence, ko vsi kričijo, Florian, lepo mirno knjigo bere. Ne, jaz spim. Spiš. Moj telo prepozna, kaj je na letališču. Se pravi, ti si tip, ki preden greš v luft, že spiš. Ja. Fak, se je tega ne štekam. Ne, se je zgodil, da nisem, ne vzleta, ne pristanka. Se je zgodil že.
Jaz tega ne štekam, jaz ne morem. No. Ok, dej gremo malo spet nazaj na elektrone. No. Vegova, pa fax, Ja, pa fax. pa malo upet v avte. Kaj se pol zgodi? Pol sem, veš kaj, jaz sem bil programer na začetku. Jaz sem delal črpališča, pa te čistilne naprave za vodo, pa take stvari. Ker konc koncev je isto kot električen avto, če tako pogledaš. Malo bolj počasno. Ampak imaš pumpe, imaš ventile, imaš frekvenčnike, imaš isto. Nimaš baterije zadnji, imaš štrom, ampak recimo, da je isto. No? To je kar quote. Črpališča, kaj za vodo, so isto kot električni avto. Ja. A ti lahko nekaj priznam, kaj je bilo meni največje razočaranje v garaži tvojega delodajalca? Mahindre. Ja. Veš, kaj sem stopil not, pa kaj imate razstavljeno, zdaj bom malo preskočil, ampak to moram povedati, kaj mi na duši leži. Ful je dobro v teh, kaj e-formula je glih tako tehnološki cirkus, tako kot Formula 1. Ne? Tudi vidiš tista zakrilca, vidiš karbone, vidiš vse živo in tako not stopiš. In imajo oni tak pult, kada slušalke gor in slišiš, kaj Florian pa druščina govorijo, ne? Pa tako pogledaš, kaj so komponente razstavljene in vse špila, dok ne prideš do motorja. Ne? Pa sem pa jaz se spomnil, meni je zadnjič moj Electrolux pralno-sušilni stroj crknil, pa je bila približno ista kutija. Ne? Ja, se ne zgleda, ne? Jaz sem rekel, čak, motor je tu, ne? Ja, pa je res podoben. In to mi je na duši ležalo, to sem ti hotel povedati. No? Da se mi zdelo, kada moj pralni stroj. To je zato, ko vse skrivamo noter. Zdaj bom pa boš ti povedal, ker sigurno ni tako. No? Ne, seveda ni, ampak iz avta gre v proizvodno, ne, recimo. Ampak motor je bil osnova ista, tako kot 200 let, 300 let je že isti. Ne. Ni to nova iznajdba, tako kot folk misle, da je to električni avti, to so novi, ne, ampak baterije so nove, kar je pa zadnji, je pa praktično enak princip, ne? Power Electronics se recimo menja zdaj, ne? Gre iz IGBT na MOSFET, pa take stvari, ampak da še po slovensko povedano. Pojma nimam. Bipolarni tranzistor. Ja. Ok, zdaj si črpal vodo in pa si šel kaj? Črpal sem vodo in vmes sem reli vozil, ne? Okay. Vozil, sovoznik. Ne? Sovoznik. In pol, kaj je bilo, spet nek influencer, po moje iz kakšne srednje šole spet. M-Sport pa išče inženirje. M-Sport, angliški M-Sport, kaj je imel, mislim, kaj so delali VRC. VRC s Fordom, ja. Oni pa iščejo neke inženirje, daj se ti prijav. Kaj sem jaz prijav? Valjda me ne bojo vzeli, ne? Jaz se prijavim, dobim pismo. M-Sport tako dela. Ti pošleš prošnjo za zaposlitev, oni rečejo ja ali pa ne, oziroma če rečejo ja, rečejo prid gor za en teden, te testiramo. Če boš preživel en teden, ti damo v petek ti damo zaposlitev ali pa rečemo hvala in to je to. Ampak to še ne pomeni, da greš na dirke z njimi, to pomeni, da si tam v centrali, ne? Tako. In jaz sem šel gor za en teden in v petek so mi ponudili ponudbo. Dajmo razdelati ta teden. Ne, pa še nekaj moramo. Ti si delal, naprimer, pri komunali, ne? Tako. Podobno, ja. In pa je prišel sošolc in je rekel, ti Florian, M-Sport, ne, najbolj znana dirkaška manufaktura, angleška, ne, vse je najbolj znana. Ja, okay. Išče inženirja. In ti si poslal prošnjo? Na malcolm.wilson@msport.com. Ja. To je tako, ker recimo, veš, ti imaš kapo od nas, ne? Okay. Zdaj so iskali neke inženirje za iti na to evropsko vesoljsko postajo, karkoli, na International Space Station iz Evropske agencije, ne? Valjda sem se prijavil, ne? Kaj pa če bi šel? Ja, zakaj ne? Nikoli ne veš. A veš, lahko bi me pa izbral, se enkrat mi je že ratalo. In tako si tudi v M-Sport pač poslal prošnjo in so rekli prid gor za en teden. Nisem imel nikoli namena iti, ampak tako, poslal sem se. Zaradi Perpsa. Ja. Dej, kako je bilo ta teden? Ajde, gremo čez ta teden. Prideš gor, tvoj bodoči šef ti da različne naloge, tako čez teden, ne vem, take preproste naloge, da te oceni. A tudi, ko so ti malo pod častjo?
Ja, prvi dan se mi zdi, da sem bil v skladišču. Sem nabiral kose za R5, za različne stranke. Okay. Pol imaš, ne vem, imaš test, kjer ti dajo, ne vem, nekaj moraš amortizerje zračunati, nekaj moraš napake v neki, dajo ti neko telemetrijo za gledati, pa moraš najdete 11 napak. A bi to easy zate? Niti ne, ker prej nisem nikoli z avti delal in nisem imel, veliko stvari nisem imel pojma. Na suh bo delo letu. Ja. Komunale. Neki smo vodo rihtali, ampak let me try this. Ja, je točno tako. A veš tako, recimo ne, te stvari, ker amortizerjev nisem znal zračunati, kaj ste. Nisem mehanski inženir, ne. Ampak neke stvari sem vedel, pač všeč mi je bil odnos, a veš, dodelane. In konc tedna so rekli, hvala lepa, tukaj imaš pogodbo, če hočeš priti delati za nas. In stari. Tako se je začel. In valjda sem rekel, okay, grem za 3 mesece gor, 3 mesece poskusne dobe, pol prijem nazaj, ne. Kdaj je bila prva dirka? Kdaj je šel na prvo dirko? Da so rekli, ok, zdaj pa pejti iz unga skladišča ven, pejti z nami. Ja, začel sem septembra 2016, prva dirka bila Monte Carlo 2017. Hudo. A veš kaj, bili so malo obupani, ne, v elektrooddelku ni bilo pač toliko ljudi. In pač so rekli, pet. Daj me malo spomnim na 2017, kako je takrat Ford, kako je stal v VRC-u, a jim je ok šlo, ali... Se pravi, 2016 so bili porazni, ne? Okay. 2016 so bili tako koledarjem. Daj me malo spomnim. 2017 je bil Ožet, Tanak pa Evans, se mi zdi. Ok. To je ekipa zdaj, če gledaš po imenih špica, ne? Ampak tako, 2017 so bila nova pravila. So bili zdaj ta nov avto, ok. Oziroma začetek hibride. Ne. 2017 je bil tak, je bil... 2016 je bil tako bolj super 2000 in 2017 je bil pa spet kao ta prav VRC. Brez obvolanskih ročic, pa brez aktivnih diferencialov in tako naprej. Tako. In 2016, ko sem jaz šel, so bili tako. Iz koledarjem so štopali, koliko zadnji so bili za vsemi ostalimi. S koledarjem so štopali. In ni zgledal, da bojo 2017 kaj boljša, veš. Sam pa spati v letu. Ja, lahko bi rekel, da se tako... Komunalc prije in Ford sprav na višji nivo. In jaz prije gor, grem, pač par testov sem šel pred sezono. In pol, mislim, da je bilo na nekem zadnjem testu, da je bilo, ti pa lahko pokažem malo slike, je prišel, smo bili na testu, mislim, smo bili nek na Švedskem in tako od ponedeljka do petka, ponedeljek Tanak voz, vse v redu in pol zvečer smo imeli pa vzel pa announcements. Jutri prije pa Ožije. In tu smo dejansko, ne vem, v ponedeljek zvečer smo zvedeli, by the way, jutri pa Ožije pride z vami testirati. A takrat ste ga od Citroena pobrali, ali kako že? Iz kje je prišel? Pojma nimam. Mislim, okay, ja. Ali pa mislim z Volkswagena. Točno, Polo je skenslil program. Mislim, Volkswagen je skenslil program, ja. In naslednji dan Ožije pride, ne, s helikopterjem pride, z nobeno ne govori, pol dneva nič, pol pa stopi tako nek okrog kosila, stopta iz avta ven, pa sam tako A4 list. To morate vse spremeniti. A res? Dej malo več povej. On je šel pelat, pa je pa zakosil nazaj, prišel že zapiski. Ne, to sta pač vozili, tako pač testna etapa je bila, ne? Ja. Tam sta vozila, se sta prišla nazaj, ampak nista nič govorila z nobenim. Ne gre ven iz avta, ne, med sabo se pogovarjala. Nič, sam pa sam list, to pa to. In na kratko, pol 2017-2018 smo bili prvaki, ne, iz Ožije pa je Stanakom. Ja. Prost, ampak gremo lahko, jaz ne vem, kakšno imaš ti NDA, kaj smeš pa kaj ne smeš povedati, ampak kaj pa recimo piše na takmu listu? A veš, koliko konkretna so navodila? Ne vem, a je to oversteer ali je to odzivnost nečesa, kaj je treba? A veš, kakšno so taka navodila? No? Tukaj sta šla v detajle avta, recimo. Dej povej. Recimo, ena stvar je bila, se pravi, Julian, njegov sovznik, je imel prošnjo, da, ker je bila tako sredinska konzola je bila. In je rekel, jaz med etapo, če moram blower za windscreen pažgati, jaz ne vem, kje je.
jaz hočem imeti le en Ergonomija. velkro gor, da sem pošla tam in vem, kjer tipko moram pritisniti. To je bila recimo ena stvar. Druga stvar je bila, zakaj imate te gasilne aparate ven iz datuma pregleda, take stvari. Tako, v detajle. Še povej, detajle, prosim, ne. zdaj, Še kakšno je. Še se spomnim se. Spomnim se, kakšno še, Florian. Ne vem, pojma nimam. Tako, da, take, recimo, Ampak, kaj pa same, ne vem, vzmetenje, elektronka, motorna, tako, te stvari. mislim, tisto je pol, to so že malo taki večji pol projekti, če moraš malo kaj takega spremeniti, ampak ja, no, tako, motor, ki ga hoče imeti, recimo, bolj v nizkih obratih, bolj v visokih, ima kot si pa prej svojo. rekel, understeer, oversteer. Ampak jaz sem bil, recimo, za mene, kar sem si jaz zapomnil, ker sem bil pač zmer štromer, jaz se recimo ne ukvarjam z dinamiko avtomobila. Tako da jaz sem si bolj zapomnil, ne vem, take stvari, ki sem jih jaz mogel Da recimo. je treba stikale prestaviti, Ja. pa vse to, ne. Hudo. In pol si pa enostavno od Monte Carlo naprej si bil skozi zraven z ekipo. Čak, sam še eno moram vprašati, tako čisto tehnično, če bomo mi kdaj službe menali. Ne? Okay. A Zakaj si v bundi, sam nekaj mi povej? Ni bunda, to je. To sem že jaz rekel pred začetkom podcasta. To je specialna. Kamufliran, tebe folk ne vidi v bistvu zdaj. Vse prav, morajo Floriana gledati, ne mene. Florian, kaj si pa na komunali rekel? Jaz grem pa, si dopust vzel ali si rekel, jaz grem na provo? Ja, valjda, dopust, ne. Pa si pa nazaj prišel, pa si rekel, zdaj pa tako je ta visokotlačne električne trofazne črpalke imate poštimane, osmo zadela. Jaz grem pa v M-Sport. Ja, a veš, kaj je bilo? Takrat 2016 je bilo tudi tako, ne? 2015, 2016 so bila ta evropska sredstva, ne? In je bilo full dela. In pol konc 2016 se je tudi tako malo začelo umirjati, ne? Tako da so bili po moje kar veseli, da sem malo šel. Čakaj en predblisk. Alex Humar, ki si ga prej omenil, a nima neke hidroelektrarne? Ja, a si bil kaj zraven pri tem projektu? Nisi? Ne. Bil sem, Sem mislil, da je to tudi kaj tvoje maslo. ne, bil sem tam enkrat, dvakrat. Kako to zgleda? Mislim, nič posebnega, tako od zunije. A pa to Hiška. a več da kot, ne vem, če bi imel solarne panele gor, ne veš? Že pojma nimam, koliko je. Mislim, da je. Ja, Mislim, Mislim, da da je je svojo hidroelektrarno doma. On ima že kar resno A ni dobro? hidroelektrarno, nima A res? malo, ja. Ne vem, sam vem, da ima, pač pa mi je zaradi tega hecen. Jure, a ti imaš kakšne pogoje, da bi imel ti svojo hidroelektrarno? Ne, zakaj mi smo jedrsko elektrarno Krško? Jaz sem mislil, da imaš doma reaktor, da si naredil. Mikroreaktor. Ja. Sem pa razmišljal, kako bi se dalo, veš. Iz komposta narediti elektriko. Ne, jaz bi šel korak naprej. Veš, ampak Medveda. to mogoče je projekt za mene, pa za Floriana, ki bo v penziji. Ne? Naprimer, vsako leto, ker je Slovenija vinorodna dežela, se vin pretaka. Ne? Zakaj ne bi vmes med te plošče, ki vin filtriraš, dal še eno turbinco, pa bi že luči v zidanci laufale? Ne? Ne, ampak lej, glede na to, da imaš izkušnje z jedrsko energijo, zakaj ne bi od ameriške vojske eno podmornico kupila? Tu imam pa jaz kot Poljo pa vozva, kjer bojo plačevali, ne? Italija plača, greš jo parkiraš tam, ne? Ne, meni je najbolj všeč. Da jo bomo ven rezali, ker to je dobra biznis ideja. Najbolj mi je všeč, ki je Florian to omenil, Jure ni niti trzdo. Ja, to je pa moja itak fantazija. Unimog, pa jedrska podmornica. Kver je ta zgodba Florianova res čisto fascinantna, vidiš? Ja. Viš, kje se vse začne? Kje? Vse Na komunali. Vse se začne pri vodi, pri dreku in greš gor. To je to. Oh, fuck. Jaz sem čisto navdušen. Dej, Florian, gremo mi nazaj. Govoril mikrofon, prosim. Ne, ker sem malo, tak sem, veš, vzhičen sem malo, veš. Lej. a veš, lej. Tu so take. Reč lej. A veš, kako je, pa tudi Florian, ne, jaz se ga spomnim tam v Mahindri. Se ti spomniš ta moment, ko je on Se. letel? Te škoda, kaj ti si se prav zverziral držati računalnik z eno roko, tako, kot otroka, a veš. Tako, a imaš, ja. To so poškodbe, ne? Veš, on meni prav, tam na Tempelhofu, ne prid, greva v Mahindro, sem zrihtal, tam je naš inženir. Ko sem zrihtel, a veš, kada sem. In To so že leta zgodice. To so začimbe. In vidva noto letiva, stari, tam ena gospa skockana, ne, tako kot vsaka taka ekipa mora imeti enega organizatorja, da goste spreme. Ja. Stari, in pol leti, Florian, tap, čau, fantje. Sam zdaj imamo eno frko, pa se vrnem nazaj. Jaz sem kar, kje? Laptop kar prebledi, kad tebe vidi, Ja. Florian. Ne, problem je, da so skozi neke frke, a veš. Ja. Ja. To je to.
Pa tudi če je 24-urna dirka. Skozi. Joj, tista dirka, jaz se spomnim, to je bila 100-letnica Bentleya, ne? Ja. Ponovadi smo imeli tako 2 avta in za tisto dirko smo pripravili 4 avte, bomo zmagali, zato ker je 100-letnica Bentleya. Tako je slišal, da 4 pride, se joka začel. Ja, in mislim, da najvišje mesto od enega avta, od 4, ki je dejansko naredil celo dirko, je bilo 37. mesto. Ja, se te 24-urne so nepredvidljive. Pa Bentley, ki ima tako kar bogato zgodovino. Ne? Samo oni, če se jaz ne motim, je Bentley zmagal tako 3 Le Mane v 20 ali 30, pa pol enega, kdaj je 26 ali ne vem. Enega. Ampak to si bil tudi prek M-Sporta, ne? Ker M-Sport je bil zadolžen za Bentley. Ne? Tako je. V M-Sportu sem delal VRC, pol sem delal Bentley, pa na koncu sem delal ta Jaguar I-Pace. Tako sem tudi pol videl, kaj Formula E je in pol sem pač vedel, da se hočem zdaj prestaviti, ker VRC je zame malo dolgočasen zdaj, ker imajo električni pogonski sklop je enak za vse ekipe, ne? Se pravi, tam nimaš prostora za napredek. Ja. Tako. Tam ti ne moreš neki kakšen vodek narediti. Kakšen relejen, najbrž bi lahko, ne. Ampak to, kar praviš, da pač nimaš nekih izzivov, to pomeni, da si od tega, da si pri M-Sportu prestavljal knofe na armaturki, najbrž napredoval. Dej malo pojasni ta tvoj napredek, oziroma kako so se stvari dogajale pri M-Sportu. Ja, se pravi, začel sem v elektro v delku, prve 2, 3, 4 mesece sem delal senzorje, pa kablovje za R5 za VRC avto. Se pravi, vse, kar je žica, je bil tvoj del. Ja. Živčev je. Ja. In pol, ko so bili pač zadovoljni z mojim delom, pa ko so rabili nekoga, da bo delal podporo na terenu, je bilo tako, ok, greš na test, ne? Pa so rabili nekoga za dirke, se pravi, greš na dirko, imaš komplet elektropodporo za avto, se pravi, od vseh priprav vseh delov, do programiranja radio, do programiranja ECU-jev, pa pač vse, ne vem. Tukaj je en kabel dol visi, se greš lahko le pod avto, lešt pa zrihtati, ne. A to pomeni, da dobiš tudi svojo ekipo, ali si dejansko ti edini zadolžen za te stvari? V M-Sportu sem bil edini. Pač bil sem v elektrooddelku. Ja. Imeli smo v elektrooddelku design, manufacture, quality control, pa support, ne, na terenu. Ampak če se je šlo na dirko, si bil ti zadolžen za vse sam. Tako. Se pravi, sam štromer je bil v pedoku noter. Pa ne za en avto, a veš? Ja, zdaj, če smo imeli, ne vem, kakšna dirka je bila, ko smo imeli full veliko avtov, sva bila 2. Pa sem bil jaz recimo za VRC, pa si imel enega za R5, ne. Valjda, ker so še podporne, ne. Ja. Štekam. Ampak če si porabil, ne vem, neko pomoč, si imel pa itak splošne mehanike, ki si mu lahko rekel, da mi, ne vem, to nared. Ja. To pa itak, ne. Kaj pa pol naprej? Pol naprej, pač to je bilo isto, na VRC-ju, na Bentleyju, na I-Paceu sem pol tudi delal na high voltage, od high voltage komplet safety side, tako da tukaj sem se bolj spoznal s temi, recimo z električnimi avti, in pol sem šel pa v Formula E, ne, v Dragon, v bistvu. In tam je bilo pa pač od dizajna celega high voltage, low voltage, do race support. V formuli imaš malo več, ne? Moraš mape not v avto dati, moraš podatke pobrati, pogledati, če je vse v redu. Pa pač kompletna elektropodpora, bi rekel. Mene še zmer ta VRC matra, zaradi tega, tudi največ sajta si tam preživel, ne? Zdaj si že tam, ne? Zdaj bo že tam. Ja. Daj tako povej, zdaj si omenil Ožeja, pa da je tako malo zvezda, pa se je pripeljal s helikopterjem. Kaj pa drugače, ko se enkrat spoznaš s temi fanti, a so tako normalni, a ste se pokonektali? Ja, vsi so tako, ne vem, kaj je ta bil, kaj je VRC2 vozil, kaj je bil Heller, Pedro Heller iz Čil. On je tako full uredil, mi se še zdaj včasih si še piševa, on je eden najbogatejših ljudi v Južni Ameriki, pa tako čist cool. Pol so imeli tega, kaj je bil ta sin od Prade, Lorenzo Bertelli. Čist cool. Te šejki gor v Dubaju, vsi čist normalni.
Sem dobro, to tudi ta koncept rally dirkanja naredi svoje, ne? Zaradi tega, ker to je itak tako malo narejen, da se približaš publiki, da niso tako že v štartu toliko sterilni pogoji za dirkanje in se mi zdi, da se vsi nekako spravijo na ta nivo, da so si malo bolj ljudski, no, do vseh. Ja, pa tudi, a veš kako je, zdaj, ki si v formuli, ne, Ja. in pol si njihov inženir, ne, in pol vozniki, valjda so ful prijazni do tebe, ker pol boš delal malo bolj, a veš, pol jim boš Jih boš pedenil. a lahko to narediš. Ja. Itak bi, nekaj je moj job, ampak tako hočejo biti prijatelji do tebe, zato da boš malo bolj z veseljem to delal, ne. Tako da ja, vsi vozniki, vsi so normalni, no, noben ni zdaj neki, ne vem. Smejim se, Saši, ker prav ne morete izvrca, da se mi na štrom predstavimo, veš, prav. Ja, sej prav, jaz jih lepo odpiram. Lahko smo do konca tukaj, na šilgi. Ja, čeprav, dobro, se tudi v VRC-ju zdaj ta štrom. A znaš ti to popraviti? Te nam slušalke nam neki Ja, neki hreščijo. Florian, koliko pa je izpadel, koliko pa ste imeli tako izpadov kakšnih električnih, štrom tudi pri VRC dirkalniku se zdi, ne, neka taka obrobna zadeva je pa ena glavnih stvari, ne? Zdaj bi rad, da ti kakšne take zgodbice povem. Ja, pač, ne, je kakšen poseben... Smo imeli, recimo. A kje je zagorel? Tako, gorel je zdaj 14 dni nazaj v Valenciji baterija. Na Formuli E. Kaj je naredil? Dobro, tega se bomo tudi lotili, ampak daj gremo nazaj na VRC. To je tako, ne, ko imaš recimo, ko alternator crkne, pa pol vozniki najdejo kakšne drevesa, ko baterije gor rastejo, pa take stvari. Kaj? Kaj zdaj to pomeni? Nisi še slišal, za drevesa, ko baterije gor rastejo. Ne. Res, če ti alternator crkne, ne, Ja. pol imaš malo problem, ne prije do servisa nazaj. Ok. Pa rodi stvari. Pa kaj, iz kandelabra dol potegnil? Najdu drevo, ne, ko je baterija gor rasla. Ovil se okrog drevesa. Slišal sem tudi za eno telefonsko govorilnico v Velsu, ki je imela slučajen anti-roll bar noter, ki pa še na VRC avto. Ja, ok, se pravi. V maline. Ej, ampak če zagori, a ne, kje na avtu, a s prstom nate kažejo? Kje jaz bežim stran? Ok, se pravi, a se take zadeve pol gre raziskovati, pa kaj se je zgodilo, ali ti enostavno že takoj veš, pa dvigneš roko, pa ne vem. Vsaka stvar, ne če kaj zagori, vsaka stvar, ki gre narobe, ne samo na elektriki, kjerkoli na avtu, se analizira in secira v milijon kosov, ker nobena stvar se ne sme zgoditi dvakrat, recimo, če ti povem. Ne vem, čisto banalen primer, ne vem, nek senzor crkne, ne boš ga vrgel v smeti, poslal ga boš proizvajalcu, da ti naredi detaljno analizo, to je bilo zaradi tega, zato ker si uporabljal, ne vem, napačno tekočino, take stvari, no. Ej, intermezzo, ko govorimo o teh težavah pa pogonskih sklopov povezanih z elektriko, jaz sem bil na World Rallycrossu letos v Veliki Britaniji in takrat je lepo zgor dirkalnik, ne. Zgoreli mi je vse. Zgoreli mi je vse, vključno s tovornjakom, vso podporno opremo, oba dirkalnika in je bilo tako, da smo pol malo govorili o tem. Mislim, da je tudi en Hrvat, ki se zdaj ne spomnim imena, je bil direktor dirke, pa je malo povedal, ne, tudi vse veš te, itak se merijo tudi vse sile, ki vplivajo na pogonski sklop in če enkrat baterija preseže udarc, ne vem, si bom zmislil 80G ali koliko že, ne, pol kaj ni več dovoljena, da je sploh, to je treba z avtom pa konc, kot prioritetno stanje, ampak hočem reči, da ko se je to zgodilo, so seveda vse ugradili, kolikor hitro so lahko in pol so, pa ne vem, kdo so zdaj proizvajalci tiste baterije, a so to Nemci ali kdo so prišli pol na ogled, preverjati vse, potrditi, odkje je požar izveral, pol se tudi kakšni taki detalji prišli, dobro, da se to ni med vožnjo zgodilo, ker jaz sem slišal stavek, gre za precej preverjeno stvar, da je medtem, ko so mehanike neki rihtali, k sreči ni bil noben v avtu, da je samo neki počel in pol je bilo 5 do 8 sekund, na kar je sam začel goreti, da je bila taka mini eksplozija, pa itak, pa so vsi sam leteli, rešili nič, ne. Hočem reči, da je kar zanimiv, pa ne vem, to slišati, pa tudi kakšni so ukrepi, ne. Jaz recimo to nisem vedel, da če dirkalnik tam dobi en orang
G, da pol treba pogonski sklop meniti. To je isto, kot za serijski avto, ki smo imeli z gasilci takrat pogovora. Najprej se ugradi baterijo, pa se en teden samo opazuješ, če se bo kaj zgodilo z njo, pol gre pa... Ampak leže, če zgleda vse ok, ampak čim je bil load, ne vem, 80G, ne vem, mogoče boš ti več povedati, pol je treba to odstraniti, pa iti, da preveriti. To se isto imaš za voznike, ne? Kdo preseže 16G-jev, mora iti obvezno v bolnico na pregled. A ja, res. Recimo, po nesreči, ne? Aha. Če vidiš Formula 1, imajo neko modro luč na sredini avta in če presežeš tako pa tako nesrečo, obvezno gre v bolnico na pregled. Ja, zato, ker lahko hodaš ali ne hodaš, greš na pregled. Lahko napeljava potrgana, ne? Se pravi, za tehniko je pa isto, ne? Ja. Florian, kaj pa ta kablarija pri dirkalnikih, ne? A tu more biti... beseda. Kablerija. A tu tele čeveljčki, konektorčki, a tu je kaj jače narejeno, ali... To je vse aerospace, military standard. Sem vedel, ne. NASA, ne? Ste pomagali? A si bi zraven pri izravnih načrtih? Tudi prejša malo drugače stiska, kot tiste pri pancerkah. Okej. Vidim, da te skozi vleče v to formule, ker si zdaj... Kako se je pa ta preskok zgodil? Malo sem imel dosti relija. Zaradi blata? Malo denarja za veliko dela, pa zmeri, kadar greš, kam vidiš avtopark nek ne v mestu. In pol, ko sem začel ta iPace delati, si v centru mesta, dirka se zaključi v soboto. Si gospodin rad. Da greš lahko pol še ven, veš. Tako, no. Od komunalca si rad gospodin, ne? Zdaj vidim, kaj je. Tako, pa ful imaš večji vpliv kot inženir, ne? Ker ne dirkališ. Tako začni, ja. Ne dirkališ. Tako začni. Tle povem, koliko je. Ja, to je to, ja. To je to. Ja, no, ful imaš večji vpliv, ker na dirki, na stezi, vsak krog je, pogoji so ful isti, ne, in dejansko vsako stvar, ki spremeniš na avtu, ima ful večji vpliv na čas na krogu, ne. Če si ti na railiju, če si kdaj videl, ne vem, po avta stran visi, pa še zmer voznik ti naredi dober rezultat, ne. Vidiš avto dvakrat na dan, enkrat za 30 minut med kosilom, pa zvečer za 45 minut. In to je to. Tlele pa dejansko imaš toliko enih stvari. Bremzanje je vsak ovink drugačno. Imaš toliko teh, mi pravimo toys, ne? Se pravi, kako boš odprl diferencial, kje ga boš odprl, kako ga boš zaprl, kje boš traction control imel, da te kaj prepovejan, da ga FIA ne bo najdla, take stvari. Toliko imaš teh stvari, ki lahko vplivaš, da je pač čist drug svet, ne? Ok, čakaj. Ne, jaz bolj vem, traction control, da ga FIA ne bo najdla. Hočeš reči, da je to nek torque vectoring zapakiran kot... rekuperacija. Ne. Recimo, če ti povem, kaj smo delali že nekaj časa nazaj, se to FIA ne posluša, kaj ne. A veš, ti imaš recimo, ne vem, mapo, glede na... Malo bom po angleški, malo bom po slovenski. Kar, ja. Kaj imaš nek procent throttle pedal, toliko moraš imeti porabe, toliko kilovatov ven z baterije. Zato pač, da nimaš traction controla, ne? In pol, če ti to energijo daš ven, ne? Pa gre malo v bicikle, pa malo nekam v zraku toploto. Se pravi, da imaš malo manevrskega prostora recimo, za nekaj. Ja. Ali pa, če voziš motor v zelo neučinkovitem področju mape, kjer ga voziš, ne? Recimo, še zmer boš imel, ne vem, 180 kW ven per 80% trotla, ampak ne bo šlo vse v bicikle, ne? Zato, ker pač zdrsujejo, ne? Greš malo v avto. In to te vse da izziv, da to zapakiraš v neko stvar, ki se ji reče pod narekovaji traction control. Ja, mi smo imenovali Lucy. Lucy. Ja, Lucy. V bistvu morate biti ful kreativni, ne? Ja, mislim pač, tam imaš ti imaš tam policaja, ne? In ti moraš iti do meje, do kjer lahko greš. Čim bližje, ki greš te meje, boljše, ne? Ja, se kaj špionira od ene do druge ekipe? Tako malo. Mislim, špionira. Zmeri imaš kakšne inženirje, ki zamenjajo službo, pa kaj novega prinesejo sabo, pa tako smo mi delali, ne? Tako da, ja. A ti, ko boš še kam drugam, boš Lucy sabo odpeljal? Ne, zdaj so jo prepovedali, zdaj so dali neke senzorje
na dry shaft. Ja, Tako da imaš zdaj pa imaš- Daisy. Ej, To še kako ne smemo povedati, to pa naslednjič. Kako pa je izgledal ta tvoj prestop v Mahindro? A so ti oni namignili, so te oni poiskali, ali si spet šel po tem ključu, jaz pošljem pač prošnjo, pa kar bo? Ne, tukaj so me oni, se pravi, na LinkedInu. Headhunter je. Na LinkedInu, kaj pa delaš, kaj pa bi prišel za nas delati. Pa se hitro zmeniš. Kdo pa stoji za Mahindro? Tako. A to je pač isto dirkalna ekipa, ki živi od tega, ali je kakšna avtoindustrija od zadaj? Ne, imaš Mahindro kot firmo, je glavni sponzor. S čim se Mahindra ukvarja? Nima hintra. Delajo avtomobile, električne. Indici. Indici. Pol imaš Ko veliko, znaš, imaš. Ti nisi slišal za Ne, tovornjaki so Tata. Ne. Imaš Ok, Tata sem valjda traktorje, imaš, pol imaš, ne vem, tu, Ne glej me tako, Jure, A prosim nisi te. ti od Mahindra Daj Arota sleči to vozil? bundo, prosim te. mislim, da drugače Mahindra je tako 70,000 plus ljudi, Ja. 20 bilijonov turnover na let. Mi- Ok. V Indiji so full veliki, no, Ja, recimo v Aziji. Ne. Mahindra je večja krvoz, veš. Moraš zrihtati le kakšno testno, no. Kakšen Ne vem. testen avto. Presežem, mislim, za Tato sem valjda slišal, za Mahindro pa ne. No, Mahindra je po moje nekaj podobnega kot Tata, Ok, kot jaz razumem. okay. Ja, če ni včasih celo bila večja. Jure, zdaj tako na pamet govori Ne, Sam Mahindra. sto, da bi mene sam še Ja, malo ja, ja. zatolkal, kako ne veš, kaj je Mahindra. A ni bil Aro, Lej, vem, a kaj ni je bil Aro od Porsche, Mahindre. Ferrari. Kdo? Aro. Ja. Aro, moj foter je imel Arota. Ja, ni bil ta Mahindra. Dej, Pa Tata je imela, pa se spomnite, mingrede, intermezzo, Tata Nano, se spomnite, kao avto za 4 uri, Ja, itak. 15 let nazaj. ja, ki ni naredil Nič. nič. Ej, Ne, mislim, hotel sem reči, ni nobenega varnostnega Ja, testa seveda naredil, ne. ampak ni naredil nič. Si naredil bu, pa je kar padel. Pa ker si že Tato Nano omenil, ne. Prej sem šel Florjana dol iskati, Ja. da ga prepeljem gor in smo šli mimo Amirja našega. Ja, ja. Sem rekel, imaš računalnik s sabo, Ja, sem res, dajmo ga malo odpreti. da bi odprl malo Amirja. Se to je tebi 10 minut, kva je. Mislim, Neki smo se v bistvu pogovarjali, smo- da bomo driftali, ne? Ker ne Ja, moreš zdaj. marsikaj bomo. V bistvu to, da smo te mi v podcast prepeljali, sam krinka, da te bomo izkoristili, da ne boš odprl Amirja. Florian, Ja. daj ti, veš kaj narediti, lepo OBD, pa tisto lusi spust malo. Pej, a ga lahko narediš nevidenega, stari. Mi ga bomo skrili, pa kdor ga najde, je njegov. Ne, Ciril, on hitre avte dela, ne nevidne. A no. veš, Sej. Amirju. Zihar sem, da ga lahko naredim, da ne gre nikamor. Ja, To bi fiks lahko. Ja, lahko je. A ga lahko narediš, da po 5.12. pride nazaj k nam? To znam tudi jaz, Čakaj, ki sem ga naredil. Čakaj, mi imamo sistemskega inženirja od Formule E, mi se pa zdaj v Amirju pogovarjamo. Sej. Dej, Florian, prosim te, dej malo povej, kaj je na Formuli E tehniško najbolj fascinantnega. Pa nočem jo primerjati s Formulo 1, ker ne bomo tu primerjali, ker je čist neka nova raketa, ampak dej malo povej, kaj so une tehnične fascinacije pri Formuli E, ki tebe še vedno sezujejo. No? Veš kaj je največje, bi rekel, software. Največje s tem, kaj se igramo, kaj vse lahko nastaviš. Tako kot sem ti prej rekel, no, ovinka do ovinka, kaj lahko vse spremeniš, kako kontroliraš avto. Ne. Zaradi tega je tvoj input le toliko pomemben, ne? Ja, ker recimo voznik, ki pritisne pedalko za plin, pa do tega, da se bicikl dejansko zavrti, je to, kar je sistemov zadnji, da jih niti jaz ne vem vseh. Ne vem, veš, imaš za legality, pa imaš nekaj za performance. In Battery management, skozi iščeš neke nove načine, veš, kako bom pa zdaj jaz najboljšo uporabo gumo, da ne bo nič zdrsval, da bo imel trakcijo ven iz ovinka, kje bo naravnost bremzo, pa moram diferencial zaklent, pa kje bo noter zavil, pa ga moram odpreti, pa kje bo pa začel naravnost pošvati, pa ga moram spet zaklent, da bo imel največji trakcijo in take stvari. Ne. Okay, ampak vse, kar se dogaja v Formuli E, se dogaja zaradi tega, da gledalec na koncu uživa. A se strinjaš? Ja, to je cirkus. To je cirkus. Ampak jaz, kolikor sem spoznal Formule E, se mi zdi, da je vse preveč obremenjen s tem, kar si zdaj omenil, plus tem, da na sami dirki se dogajajo neke stvari, ki gledalcu, ki prvič prije dirko pogledati, mu niso nič jasne. Od nekih dodatnih ovinkov, krogov, battery managementa, filanja, ne vem kaj. A se strinjaš le z mano, da je to mogoče ena taka stvar, da nekdo, ki je vpet v Formule E, je tle
veš, se mi zdi, da dobi več tega, kot pa nek gledalec, ki bi mogel prvič pogledati Formule E pa reči, ok, jaz bom pa to naslednjič spet pogledal. Ja, ampak če tako pogledaš, ne, če gledaš Formulo 1, ne, Ja. če jo hočeš, lahko gledaš na dva načina, lahko jo gledaš samo, da vidiš, kako grejo te avtomobile v krogu. Če pa te zanima, boš pa vedel veliko od aerodinamike, pa od sprednjega krilca, pa KERS, pa MGU-Cage, MGU-H. A veš, greš lahko tudi v neke full podrobnosti. Ja. Če ti pa po pravici povem, pa nisem še nobene Formule E dirke gledal kot gledalec. Ja, A veš, štekam, ja. Tako da mogoče ne razumem z istega vidika, kot bi rekel navaden gledalec, ki ga gleda. Florian, kaj pa... Veš, mi se doskrat zdaj poslušamo o tej stopni rekuperacije, pa tu zdaj že pri električnih avtomobilih, ne? Pa trostopenska, pa tok moči, pa tak pojemk. Koliko dejansko vi pri Formuli E že zmorete, se pravi, energije pojemka prekonvertirati nazaj v baterijo? Kakšen je to, za kakšne kojne gre to? A veš kaj je, problem so gume. Teoretično 600 kW za 30 sekund. Ker to je ta, zdaj, ko bojo ta boost charge uvedli, naj bi ga naslednjo leto, dejansko polne avto z 600 kW 30 sekund. Ampak problem so gume. Pač izgube na gumah. Ne, pa guma začne drseti. Ne? No sej, ja. Okay, Tako da nismo omejeni z tehniko, ampak smo omejeni s tem, ker pač, ne vem, v Formuli 1 imaš slajke, pa imaš, ne vem, 18 kompletov gum na vikend, tukaj imaš pa en komplet gum, pa navadne gume za na cesto, zato ker je pač environmentally friendly. Sej to mene zanima, zakaj še zmeraj ustrajajo na tem. Mislim, ok, sej štekam sporočilo od zadnje, ampak veš, če pa vse skup trpi zaradi tega, je pa... Mislim, da bo 2027, mislim, da bojo šli stran iz slajkov, da bojo imeli slajke, sorry. Aha, opremljevalc? Ne veš. Pojmanjo. To se zdaj pogovarjajo. No, zdaj, recimo v nekih skupinah, kjer delamo za 2027, recimo, se pogovarjamo o tem, kako bi bilo najboljš pravila zapisati, da bi bilo najbolj zanimivo za vse te manufakturerje, pa za gledalce, pa kaj hočemo prikazati. Ne. A veš, kaj so na tej derki gledal, zdaj včasih se zdi na Formuli 1, da že vsi v isti točki zaverajo. Eno od zanimivih stvari, ki sem jaz opazil na Formuli E, je, da so res različno bremzali. Ne? In en se je praktično na rekuperacijo do vinka pripeljal, drug je pa blokiral mu že, ne vem, 10 metrov prej. No. To je pa software pol, ne? Klej si pa ti doma. To je pa software, ne? A ja? Pa, ja, mislim, sej voznik ima vpliv, ne? Ampak dost manjši, recimo kot smo prej govorili na VRC-ju, imaš voznik dost več vpliva. Ne? Koliko so pa baterije drugačne in po kemiji in po celicah kot v električnih avtomobilih? Mislim, da so iste. A veš kaj, baterija ni stvar, ki jo mi razvijamo. Baterijo dobiš od podjetja, ki se imenuje Williams, je proizvajalec za baterije in opremljajo vse. Vse. Se pravi, na Formuli E, kar ekipa lahko zdizajnira, je od baterije nazaj. Aha. Se pravi, motor, inverter, menjalnik, podvozje, pa ta karbonska struktura. To kar lahko sami delamo. Kar je vse od spredaj, je vse isto za vse ekipe. Ampak ja, baterija je, mislim, taka imamo zdaj letos, no, kaj je nova, je malo drugačna, more biti, začne se nekaj pri 45 stopinjah, pa navzgor, temperature. Tako da to je bilo tudi nam tako malo. A res, iz 40 stopinjami bomo začeli dirko. To ne bomo bili prevroči na koncu. Ja. To je bilo, recimo, do prejšnje sezone je bila največja stvar na bateriji, da si mogel začeti full mrzlo, ne vem, 6 stopinj in si prišel pol, ne vem, do nekih 72 na koncu dirke in si mogel prilagoditi uporabo energije z temu, da nisi preveč pogreval baterije. Ne? So to vodno hlajene baterije? Ja. So. In letos pa začenjamo, ne vem, 40-45 stopinjami na začetku dirke, pa še zmeraj ne pridemo nekje čez 80 stopinj. Se pravi, kako pa da je taka razlika temperaturna? Drugačne celice, drugačna kemija. Ampak kaj pa noter, ti pa ne bi znal povedati. Kaj pa se je v Valenciji zgodilo? Je zapel, je piksno povozil? Ne, nek problem so imeli z baterijo.
in so jo odprli Aha. in je eksplodirala. Dejansko je bil short circuit, tako da bilo je tako, ta Williamsova garaža in pa smo bili mi zraven in jaz sem bil, 2-3 metre stran od te eksplozije. In pač pol, kar je bilo zraven, je začel goreti. Ni bila dejansko baterija zgorela, bil je pač ta obločni plamen, ki je pol vse ostalo začelo goreti, ampak same celice niso gorele. A to je bil pol nek stik, verjetno? Je bilo pa kar, ne. Ja, pač. A je bil še kdaj kakšen incident, tako da je koga kaj fajn zrukal ali pa kaj? Nikoli nič. Ampak se spomnim, da so bili že od začetka ful stroga pravila glede tega, kdaj lahko prestopaš avtu, s kakšno opremo, rokavice in tako naprej. Ne? Pa vedno je, a si opazil, da je vedno nekdo od zadaj pripravljen, da ko se dela na avtu, je nekdo pripravljen za backup, en človek, ki ima eno ribiško palco. Safety hook. Ja. En safety hook ima, ne? Kaj? Nisi opazil tega? Ne. No, ko bo nekoga stresel, pol mene ne bo več tukaj, kam šel v zapor, zato ker sem jaz odgovoren za high voltage v Mahindri Racingu, jaz sem odgovorna oseba za high voltage. Ti imaš jaz napišem vse te procedure, kako avto postavijo. Kaj treba pomeriti, kaj je treba narediti, preden daš lahko visoko napetost na avto. Ne. Se pravi, vse te procedure, vse te preglede, preden ko se avto sestav, to jaz napišem. Ne. Okay. Ti imaš dirkaški daljnovod čez. No, če sam dokončam, ti si rekel, kaj za človekom, ki dela na avtu, stoji človek, ki ima hook, ki ima palco z eno tako kljuko, da če unga kaj trese, unga še zmer trese, ne boš ga ti prijel, pa ga dal stran od avta, ne? Ampak ga boš zuno varno palco, ga boš odstranil od avta. Ne? To bi jaz rabil. Če ga tako primeš, pet z mano, ne? Tebe lih toliko stresa, ka unga. Ja, to bi jaz rabil na letališču. Tebe, ki pogosto blulac tiste, da električnega pasterja polulal, ne? Been there, done that. Hočem reči, da bi to rabil jaz enega, ki me je stresel na letališču v lounge v Malagi. Točno, tebe jaz se usedem, kje smo šli, Astro GSE smo šli voziti. In jaz se usedem v lounge in se usedem na stol in hočem da telefon polniti in vidim, da ne gre noter v štekar. Pa sem že kdaj kaj v šteku. Pa grem in pol budal, namesto da bi se prepričal pa pogledal, jaz z roko nekaj, kaj je zdaj tle me neki mot. Je pa nekdo prejšen polnilc, ga je očitno odlomil ven in je ven gledal ta železen pizdek, ne. V bistvu je bil live štrom tam, ne. Jaz sem šel pa na polno s prstom dol in kar nekaj v bistvu sem se stran odmaknil, zato ker sem v težišče že na stran. Če bi bil jaz tako lepo nagnan tja, bi bil moje kar da bi me kuhal tam. A ni hecan, da če se dotakneš česa vročga ali pa kaj, ne, prst gre avtomatsko stran, ne. Če se pa štroma primeš, te pa kar zalima. Stari, vem, zato ker mene kakšno sekundo dobro pekel, sekundo dve, ampak jaz sem bil stari, pa ki ti grejo mravljinci po roki, gor. V sklepih najbolj čutiš. V glavi čutiš vse, sem bil kar malo matas, ne. Nekaj vem, kaj bi že stresal veliko. Je bil tak malo težek dan, ampak se mi zdi, da sem mogoče rabo en malo reset. Pa tako eni kolegi novinari, ne veš se, kozarc na pol poln, to je dobro, ker pravi, da ljudi, ki te strese, da je to reset za cel sistem. Se rekel, v redu, 5 greva do štekara, da boš še ti imel reset. Veš kaj, ne, če gremo malo bolj v tehnične detajle. Ker te je stresal, je bil AC, ne? Če je to, kar imamo na avtomobilih, je DC, ne? In dejansko, če nekoga strese, se bo mišica zakrčila in bo parjel, ne boš spustil, ne? Zato, če ti enega primeš, tako kot si rekel, boš ti še bolj parjel, ne boš spustil. AC gre zmer čez nulo, ne? DC pa nikoli ne gre čez nulo. Je pa direkt. Tako da ta hook je bolj, tako bi rekel, no? Za nekoga odmaknem, da se ne kuha, veš. Ne boš ga rešil, ne. Da ne zgleda grdo časa. Da roke črne ne ratajo, veš. Pa če smo že pri teh incidentih, tako, jaz se spomnim, da se je tudi v formuli govorilo o tem, ker je lih ta rekuperacija toliko močna, ne, so govorili o tem, da bi enostavno, da bremz več ne rabite, ne.
Ja, se jih nimamo, se imamo samo bremze so samo spredaj. No, Zadnji sploh ni diska. Se spomnim, da se je testiral tudi to varianto, da bi bili popolnoma avti brez bremz in so imeli neki incident na nekem dirkališču med testiranjem, ki je nekdo pač enostavno šel v maline. Ne? Ja, mi smo 3krat avto razbili. Aha, na teh testiranjih. Sezono, ja. No, da je razlož, mislim tako, a se je dejansko verjelo to, da bi to lahko špilali brez bremz? Tako, no, med dirko zelo malo bremz uporabljaš. Tudi imamo neka opozorila vozniku, če dejansko uporablja bremze. Ga opozoriš, kao, manj uporablja. Manj uporablja bremze, zato ker stran mečeš energijo. Ne? Aha. Ampak ja, dejansko mi nimamo bremz zadaj. Na zadnji osi ni bremz. Ja. Kar je FIA naredila je, da so dali, oni temu imenijo panic brake. So dali zdaj nek disk zadaj, se pravi, če motor odpove, če baterija odpove, imaš ti še zmer mehanski disk, ampak če to uporabiš kadarkoli, zaključiš dirko. Aha, kako pa sprožiš to? Imaš nek ventil na sistemu za bremzanje, se pravi, se ti odpre nek ventil in potem dejansko zadnje Okay. Tako na vlaku, enkrat to narediš, greš lahko kar dal. Tako je. Dejansko moraš poročilo FIA poslati, uporabili smo ga zaradi tega pa tega in pač dirka je zaključena. Pa če bi mogel čisto po ljudsko povedati oziroma čisto poenostaviti, tako da si bodo ljudje predstavljali, kaj se dejansko zgodi med rekuperacijo, kaj dela elektrodinamična zavora. No? V bistvu je isto kot na pogonu. Ne? Na pogonu gre energija čez inverter pa v motor, da se kolesa vrtijo, ko pa bremzaš, gre pa pretok energije gre v drugo smer. Ne? Kaj pa tale krmilnik, motorni krmilnik? Ker doskrat vemo, zaradi rekuperacije, zaradi tega spreminjanja AC/DC, komunikacija z baterijo itd. Je pri električnih avtomobilih problem, naprimer, vlečna moč. Kakšne imate pa vi kle krmilnike? Da se to ne pregreva 600 kW rekuperacije, veš, kakšni so to krmilniki, kako je drugačen? Pač so te kot sem ti prej rekel, te MOSFET-i, te power electronic, to so pač state of the art. Kar bi pa rekel, krmilniki so pa navadni ECU-ji, isti, kot jih Formula 1 uporablja. Čisto isti modeli. Aha. Prej, ko sem te vprašal, če boš imel slušalke gor, ker jih imaš itak na dirkah skoraj vedno gor, kako poteka ta komunikacija? Mislim, tako, da mi razloži, meni je ful jasno, ko gledam dirko, pa slišim pa unuklop radio, pa slišiš pač nekoga, ampak stvar je dosti bolj zapletena v ozadju, kdo koga posluša, kdo kdaj lahko kaj pove. Kako poteka ta komunikacija? Ja, če ti povem z mojega vidika, jaz imam tako en panel pred sabo, recimo predstavljaj si kot neki tacga, tako malo večji, in pa imam različne kanale, imam svojega voznika plus vse mehanike, svojega voznika plus inženirje, pa imam nek strategy channel, system channel, controls channel, en, ki je povezan z Anglijo, en, ki je povezan z Nemčijo, ki imamo neke zadeve, tako da v bistvu več ali manj cela ekipa, imaš določene skupine ljudi, ne vem, če bom imel zdaj neke probleme določene z elektro, bom šel na system channel, pa bom rekel, ne vem, to pa to. Ne. Če bom imel neki povezan z avtom, da mora race ali pa performance engineer to vedeti, bom šel, ne vem, na določen kanal, pa bom rekel tam, to pa to. Ne. Ampak obstajajo neke prioritete, kdo lahko govori oziroma kdo sme več govoriti, predstavljaj si, da ne moreš ti lih reči po radio povezati, da mi podaj ta pera, veš, ne? Ja. Moraš prižgati radio veze lih zaradi tega, ker te ne sliš, pa tako, ne? Ponovati je zmer tako, da ti rečeš, ne vem, greš na nek kanal, pa rečeš ime tistega, kakor ga naslavljaš, pa svoje ime, kdo ga kliče. In pol, ko ima ta oseba čas, oziroma ponovati je kar takoj, ti pove, imam čas, povej. In pol mu poveš in to je to. Se pravi, zmer kot nek tak handshake, bi rekel. No. Ker recimo, ne vem, ti ne veš, kaj ta oseba dela, ker ta oseba je lahko, ne vem, v Angliji, pa ne vem, 30 drugih stvari, kar jaz nisem, ne vem, kaj je s tem, kaj se dogaja za strategijo. Ne? In včasih mi reče, ne morem. Ne vem.
pa mi pol prije nazaj, pa karkoli. Ej, pa, ko si rekel, imam svojega dirkača. A ti si pol tudi dirkaški inženir? Ne. Nisi? Tako, ekipa je recimo, če ti tako na hitro opišem, imaš race inženirja, to je ta, ki se pogovarja z voznikom, No, to sem mislil. ki gleda promet, ki dela nastavitve avtomobila, mehanske nastavitve avtomobila. Pa imaš performance inženirja, ki nastavlja vse te, ki smo prej govorili, te tojse, pa gleda, če so bremze dost tople, pa vse te performance zadeve. In potem imaš še sistem inženirja, ki pa gleda dejansko, da vse pumpe delajo, da vsi senzori delajo, da vse v pravih temperaturnih, recimo, da ni prevroče, ni premrzlo. To imaš pa ti čez. To imam pa jaz čez, recimo. To so recimo 3 inženirji od avta, potem imamo pa strategy. Pa. In vi trije imate dostop do dirkača, da z njim se pogovarjate? Več ali manj je sam ta race inženir. Aha, ti javljaš rejcu. Ja, včasih, če je kaj tacga v garaži, recimo, če je kaj tacga, da jaz ne rabim race inženirju razlagati, pa polon vozniku, grem včasih direkt do voznika. Kadar je pa avto zunaj iz garaže, je pa vedno samo race inženir. Ja. Aha, ok. Nimamo Toto Wolfa, veš, da bi prišel direkt, ali pa Krista Hornerja, da bi prišel direkt na voznika. Pri nas je samo race inženir. Florian, pa ti, ko imaš laptop s sabo, ne? Brez laptopa ne moreš. Vedno, nekoga imaš. A pa imaš v žepu tudi še fazen free-fire? Ne, to ne rabiš. Ej, koliko je pa velika ekipa? Tako, na dirki je število članov omejeno na 30. V pisarni nas je, ne vem, krog nekih 70-80 skupno. Zdaj se razširjamo nekaj tako, da. Ampak recimo nekih 70-80. A je pa to nek salary cap, je to odvisno od veš, a je to velja za vsako ekipo, so to tukaj kakšna pravila, mislim, ja, govorim izven ožje ekipe, ki je na dirki, ne? Ali je pa vseeno, če si nekdo špoga lahko 200 ljudi, zato da dela to, kar pri vas dela 70 ljudi, može to? Ali? Mislim, da je 12 milijonov na let. Aha, pa ti razporediš, kako okay, razumem. Ja. In za razvoj, in za stroške. 12 milijonov mislim, da je samo za dirke, pa še dodatnih 24 za razvoj, se mi zdi. Aha. Ne vem čisto točno. Ok. Ej, kakšen je pa menjalnik? Kle pri električnih avtomobilih, zdaj vrh menjalnika je Porsche, ne? S tem dvostopenskim, drugače so te reduktorski prenosi, kako je po formuli? Single stage, več ali manj. Aha. Pol se pa nekje med recimo 20,000 do 35,000 obratov. Ej, koliko imajo pa kaj težave dirkači, ki pridejo iz nekih klasičnih serij v Formulo E, koliko imajo težav se vklopiti v ta sistem oziroma nasploh voziti te avte? Ja, je drugačno. A veš kaj, mi smo imeli tega Roberta lansko leto, ne? Ker on je bil kaj prevozil na japonskem voz neke, te GT-je pa to. In je drugačno, zato ker on je bil full grob na bremzi, ne? In ves ta software, ki dela, ki ti pohodiš bremzo, se pač nista razumela. Ni mogel, ki je prišel enkrat do mene in rekel, kaj jaz narobe delam, dej ti meni tako realno povej, kaj jaz narobe delam. Vse. Rekel, pohodiš narobe. Samo bremza, ne? Ja. In ni mogel, ni se mogel navaditi. Jaz si mu rekel, da je Kugelagerjev programsko vrstico pori. Ful je v redu, dečka, veš tako, ful je v redu voznik, pa tako, pa ful mu želiš, ne? Dejansko bi mu prvošel, da bi bil res hiter. Ampak se pravi, njega softverja, ki bi pomagal njemu. Mislim, zdaj po moje, če bi namensko samo, veš, okay, da bi zdaj rekel, ok, imamo to in da pa vse prilagodimo temu, po moje, da bi lahko v nekem določenem času, ampak on je prišel sred sezone za par dirk, je tako malo omejeno, ne, kaj lahko narediš. Sem da on pa dejansko voz samo s pedalom za gas, ne? Če si ti rekel, da če preveč bremza, da ga itak pokličete pa rečete, da ne meče energijo stran, on mora čist drugačen feeling dobiti. Vse voz z eno pedalko, dejansko ta e-pedal. Ja, ne, tukaj pač ne dela sam, ampak tako recimo imaš, če ti povem recimo iz ovinka ven, ti pohodiš gas in potem imaš imajo neke te piske noter v čelčalkah. Se pravi, prvi pisk je, ki more dvigati stopalko za plin in sam tako, coasta. Ja. Okay. Pol imaš drug bip,
Ja, se pravi za regeneracijo ima na volanu. ja. Potegne ploščico za ta stopalko za regeneracijo, pol pa bremzo pohod. To je pač tretji del recimo bremzanja. In pol imaš ti vsaj ne vem, nam rekel, da je to edini, da imamo mi edini, ker mislim, da imajo več ali manj vsi, pol imaš pa na tem dejansko ti računalnik zračuna, koliko mora biti tvoj apex speed in pol ti malo prilagaja, koliko bremze dejansko boš ti dal, zato da boš čim manj energije izgubil. Imamo pa te piske, ki se pa dela, ne? To imamo zakupljene neke super računalnike, da se to dejansko na centimeter natančno računa skozi, simulira, kje boš dejansko mogel dvigati, kje boš mogel. In to je prilagojena mapa v vsakem dirkališču posebej in pa to jo pa peglaš, zato da dosežeš optimum. Tako. Jaz sem noro, da mi piska v slušalke, kdaj moram pustiti gas, pa kdaj bremza. V Formuli 1 isto, ne? Ne. Ja, mislim, da ja. Ne mi zdaj tega dela. Ne mi tega dela. Slišal, la. Ja, pa Formula 1 imajo tudi, koliko boš baterije porabil, kje jo boš porabil, kjer krog, kako boš benzinom naredil. To spiski si me zdaj sezul, ker jaz tega nisem vedel. To se pravi, da te spiski z nekim preprostim načinom komuniciranja pomagaš vozniku, kdaj je koliko bremzo, da mislim. A pol Noro. Seni Tam ni nič dežnemu krogu, ki mu roko škod na Schalthevelu ni pa nič piskal. Po moje, da ne. Ja, on bo drugače špilal v glavi. On je imel pa mape svoje. Ne, ker recimo, veš, zdaj ti, kad greš, kad dirkaš, ne, kakšen krog boš malo več energije porabil, zato, ko boš koga prehitil, kakšen krog boš kje zadnji, pa boš v slipstreamu, pa boš manj, ampak če ti končaš dirko, če tebe avto ne crkne, ne vem, 30-40 metrov pred ciljno črto, nisi naredil svojega posla, ne? Ker imaš še energijo v tanku in boš lahko. Mi dejansko ponudimo do zadnjega. To sem te hotel vprašati, da una infografika, ki kaže gor 2-1% baterije, to je dejansko tok baterije, kolikor je tam. Tako. A veš, ni uno, tako, ka si misliš, vsak avto ima, ki ti pokaže 0%, ima zihar še nekih 5%, da se presvalkaš do neke vtičence. Ja, realno baterija je večja, lahko bi več krogov naredil, ampak ti, ko začneš dirko, imaš 38 kWh na razpolago in ti moš teh kilovatne ure razporediti, ne glede na to, koliko je baterija velika. A veš, realno, ne? To je pač to, kolikor boš dal amperov ven, toliko boš kilovatnih ur porabil, ne? Kaj pa ta, ko se je nekaj govorilo o menjavi baterij v boksih, pa to, ta ideja še živi, da bi se to kar med dirko takoj nekaj zamenjali, pa... Neki se pogovarjajo spet za 2027, ampak nimam nekih dejanskih informacij. Da bi zamenil baterijo, kakšno uro rabiš. V boksih. Ne, pa to je samo zato, ker je avto tako narejen, ker moraš pač poden moraš stran dati, pa pač ven jo spustiti, pa avto dvigati. Ja, ker ta baterija tudi v Formuli 1 je neglih 5 kg, ne? Ne. Koliko vaga baterija? 200 neki kil. Pa dobro, to je še okej. Ni neki ful, ne bi rekel. Kaj pa to, ko so se pogovarjali, da bi pač, da ti prideš z uravnoteženo enačbo energijsko, a tu na vseh progah velja ali ne? Da načeloma v teoriji, kolikor ste porabili, bi mogli tudi z bremzanjem not dobiti, ne? Ja, mislim, pač to, kolikor mi izračunamo, ne, kje boš bremzal, koliko boš dobil na krog ven, to je dejansko ne vem, je zelo detaljno je izračunan, koliko moraš nazaj pridobiti za najhitrejši krog, ker ti bi šel lahko ful hitrejš, sam ne bi 45 minut naredil, ti bi šel lahko bolj počas. Lahko bi šel bolj počas, pa bi bila dirka uro pa pol. Za 45 minut, oziroma zdaj za kroge, zračunaš, koliko ti je najhitrejši krog lahko narediš na tej razdalji. Ja. Ampak meni vse to, kar si povedal, tako mi jemlje ta čar dirkanja, da dirkač pol razmišlja še o prehitevanju, pa o tem, kako naj bo hiter. Tako, a so kaj živčni te fantje zaradi tega, kar mu vse govoriš, pa ko mu daješ ta navodila, pa špari baterijo, pa poln baterijo, pa pazi, kako peleš. Tako, jaz verjamem, da so to neki fantje, ki pridejo iz nekih klasičnih dirkaških serij, pa so
prvi stik jim je to, da mu nekdo v ušesu govori bremzi, pa pravilno bremzi, pa tako. A se malo lovijo, a so malo živčni? Ja, moraš se, mislim, a veš, pred vsako dirko narediš tisoče krogov v simulatorju, ne? Tako da noben ne prije na dirko, pa ne ve, kaj bo delal, ne? Ti priješ na dirko, pa točno veš, kaj boš naredil. Pol je samo razlika, ali si dobro posimuliral gume, ali si dobro posimuliral to, pa mal daš levo, desno, ne, glede na to, kakšna je proga v primerjavi s tem, kar si ti pričakoval. Ni pa zdaj, da bi prišel, kaj pa bi, komo danes, fantje. Ne, ti priješ pripravljen, kaj. Meni se zdi fajn zdaj, ko govorimo malo o planiranju, ne? Konkretno zdaj o dirki, ampak mene pa zanima malo tvoj plan. Ali si kdaj imel na nišanu pa Formula 1 ali je to nekaj... Ne. A veš, kaj me ne zanima? Zakaj ne? Ker imaš preveč ljudi in dejansko tvoj vpliv na to, kar se dogaja, je manjši. Zato, ker če boš ti v Formule 1, ne vem, jaz bi bil mogoče zadolžen za vijak na zadnji levo, veš. Toliko več ljudi je in večja operacija. Toliko večji, veliko manj imaš priložnosti, da dejansko vplivaš na avto. Tako da, pa tudi Formula E trenutno, ne vem, se mi zdi, da je manj dirk, tako da imaš vsaj malo možnost, da imaš nek work-life balance. Čeprav ga nimaš, ampak okej. Da to še malo pove, a veš, ko sva se pogovarjali na zadnje, se rekel, se ti javim, ko bom v Sloveniji, ne? Zdaj, to je zelo redka priložnost, da si ti v Sloveniji. Koliko si kaj doma? 10 dni na let, recimo. V Sloveniji? Probam dvakrat prijeti, recimo, dvakrat po par dni. V Angliji pa se ni toliko betno. Recimo, čak ti pokažem. Zdaj bo, a boš lete pokazal? Ja. A veš, zdaj boš pokazal, koliko spiš v bistvu. To mi je rekel, da spiš na avionu. Recimo, tole je tako. Za tiste, ki poslušate, ravno kar je Florian vzel v roke telefon in bo pokazal. Kaj boš pokazal? To je leti, ki jih imam trenutno blokiranih, pa imam karte. Okay. Model. Pa imaš senator kartico. To je pa recimo 2,21 krat do Lune, 848,000 km. Kaj so si zdaj navdahnili v komunali, če bi mogli potne stroške plačati? Čakaj, 1303 ure si bil na avionu. To je letos, ja. Letos si bil 1303 ure. Ne, sorry, to je skupno. Ja. Letos sem bil 272. Ja. Koliko letov imaš letos? Čakaj. Da vidim, koliko sem zadaj. Čakaj. 58 do zdaj. Poprečno malo več kaj na teden. No. Ja, so to leti. To smo pa že kar tam. Ampak ti letiš Ljubljana, Frankfurt, pa leti Ljubljana, Singapur, ali pa ne vem. Ne? Koliko smo imel, Jura, največ letov na leti v Fohu? A si kaj štev? Mislim, da jih je bilo... Na leto. Jaz sem takrat, ko se me največ ni bilo, ampak vem, da eni kolegi fantje so leteli več kot 100krat na leto. Po rekar je imel koliko 105 letov. Jaz sem enkrat prišel na 80 letov. Jaz sem imel 86. Letos jih imam 44. 14, jaz pa ne vem, koliko jih imam letos. No ja, skratka, zelo malo si doma. Ja. To je zdaj, veš, ker smo še mladi, pa nimamo družine. Če zdaj si recimo tle, ne, ampak če nisi na dirki, ste drugače v Angliji, imate office, ne? Kje pa? Banbury, se imenuje kraj. Dobro je. Banbury. Haas F1 je tam. Okay. ProDrive je tudi tam. To se tako, ne vem, v Angliji imaš ta Motorsport Valley, ne? Se pravi, jaz živim v Milton Keynsu, to je nekih 3 km stran od Red Bulla, in pol, ko se pelem na šiht, grem Aston Martina, grem Mercedesa F1, tam imamo pol Williams, Alpine, več ali manj vse firme so tam. No? Kaj mora to zvečer po pubih dogajati? Tam se preteka informacije, ki se inženir preveč napije. Točno to sem razmišljal. Mislim, lahko tako greš, ne? Če
vsako sezono lahko malo zamenjaš, ne bi rekel, ne rabiš se nekam daleč presel, da zamenjajo ekipo. Jaz pa vsem mislim, da bo čez par let prišel sem nazaj Florian, pa bo rekel, jaz sem pa še mal bolj gospodin ratu, kot sem, pa ga bomo videli v kakšni Formula 1 ekipi. Ne? Tako da, po moje pa ne. A misliš, da ne? Se bo neke izzive najde tam, mogoče, ampak mogoče kje v pisarni. Ne bi hodil na dirke. Samo v formuli je pa res veliko ljudi, ki so upeti v samo dirko, v dirkanje, pa sploh niso na dirki. Ne. To je neverjetno. V bistvu, kakšno podporo imajo. On noče, ne? Kaj noče? Ne še, bom enkrat. Zdaj sem že toliko časa, tako se ful se sliši sansko, pa to pa greš pa v drug tret. Ampak zdaj sem že na tej točki, ki je kam je uno, veš. Sici tega, avionov, letališča. Kaj bom šel v Monte Carlo? Pa bil sem že, 12 krat. Veš, uno, ker točno veš, Monako, na prvem ovinku je dober sladoled, pogreš kaj gor čez štenge, pogreš, čez postajo in si v hotelu, ne rabiš GPS, ne rabiš to, veš. In mi še enkrat v Monako, to je tako, kar sem ti prej rekel, ne, z Aleksom kar sva naredila je bilo, da sva pelala en let Evropsko prvenstvo. Zdaj, če bi šel še enkrat slovensko prvenstvo zmagati, iste brzince, veš. Vse v redu, ampak... Kjer je pa najtežja pista v prvenstvu za sistemskega inženirja? Je to Tempelhof? Vse so iste za me. Veš, meni tudi tuno, ko pravijo, zdaj pa daš. Jaz sem noter v garaž, veš. Kaj pa, se bojo držali tega, da bojo ulične dirke ostale v... Ne, mislim, da ne. Zdaj, avti so skozi hitrejši, se pravi, rabiš več run-off zone, pa... Nesreče, hujše. Tako, ja. Ne vem, ste videli, kaj je bilo lansko leto v Rimu, je bila neka taka zelo velika nesreča. Ja, se spomnim, en čez drugega, pa tam notka so... Ja. Pa predrago je, se mi zdi, veš. To je vse gre zdaj na nižanje stroškov, pa... Preveč prilagajen. Ja. Preveč. Enostavno, kar razbiješ, vsaka stvar, ki jo razbiješ, je, vsaka napaka si v steni, ne? Danes sem gledal en vlog, pa se zdaj ne spomnim niti ustvarjalca na YouTubu, no, ampak je v precepu vzel, ker je domačin v Las Vegasu, no, in zdaj pride v Las Vegas dirke in je rekel, kako folk oboleva, ker si niso mislili, kakšne priprave so zahtevane, zato ti tam spelaš F1 dirko, ne, kakšni gridlocki so, kakšni zastoji in da domačini pa tisti, ki so upeti v dogajanje na stripu vsak dan, ne, da norijo, ne. Pa vi načeloma že prijete na prepravljeno sceno, ne? Ampak predstavljam si, da tam priprave potekajo dosti prej, ne? Ja, za nas je vse isto, veš, kjerkoli kraj greš, ti je tam, imaš svojo garažo in prideš, vedno postaviš isto, recimo, ne, jaz sem vedno zraven avtomobila, dejansko, kar jaz vidim, razliko je, največ vidiš vreme, ne, nekaj vroče, nekaj mrzlo, a veš, zame, kot za sistemskega inženirja, tudi neka konfiguracija dirkališča ni tako pomembna, ker pumpa dela. A veš, naša pumpa, tako kot nobena druga pumpa, ne pumpa. Ne. In jaz nimam toliko vpliv, recimo za performance, za race inženirje je to malo bolj pomembno. Zame pa, taka temperatura, mogoče, če je ful vroče zunaj, se bomo malo imeli drugačno strategijo, kdaj bomo kakšen ventil odprli, kako bomo pumpo laufali, koliko štroma bo to porabili glede na druge sisteme avto ali pa take stvari. Ampak, če gre proga v levo ali pa v desno, pa nima neki toliko vpliva. No. Kaj pa, kaj prije do kakšne težave? Tako, a ti je to fajn, čeprav ni fajn za ekipo? Ali se tako, zdaj moram pa to rešiti? A veš, kako je, ne? Kadar je nek problem, pa da nimaš pojma, kako boš rešil, pa sploh ne veš, kaj je. Pol je uno. Ampak a ti je to všeč, čeprav ni dobro za ekipo? A štekaš? Ja, ne, valjda, itak, to je uno. Ven iz rutine, pač adrenalin pumpa, ne? Sploh, če ti uspe rešiti. Ja. Pa če rešiš rezultat, pa si v bistvu ti zmagal, ne dirkač. Ja. Če pa ne, pol je pa... Štekam, ja. Kje ima pa pancerko e-formula? A če gre kaj narobe, ima stikal tudi šofer? Ne, mislim, imaš te fire extinguisher pa energy cut, tako kot normalno, no. Imaš pa tudi ta veliko fuse, ta velik fuse. Major. Smo že ponudili parkrat.
Je že pa. Panic button. Mislim, smo imeli par inverterjev, par motorjev, ki so eksplodirali. Smo probali, no, veliko stvari že. Smo par avtov razbili, smo par baterij pokurili. A se ti zdi, da je zdaj, veš, neki cajta je bilo ful to in da so se avtomobilske znamke upletle v to zgodbo Formule E, a ne? A se ti zdi, da jih je to malo minil? Tako, ne vem, a veš, BMW je bil močno noter, vsi so po malem prišli čez velika vrata noter, pa ne vem, ali ni bilo rezultatov, ali niso bili zadovoljni z odzivom, pač širše publike, kako so sprejeli te dirke, ampak enostavno... Ali je bilo mogoče premalo čustev? Ja, vse skupno. Tako, a se ti zdi, da so bili malo razočarani, pa so šli malo ven? A veš kaj, to je sam return on investment. Ja. Tako, kot je Red Bull včasih delal, ali bom dal toliko denarja, da bom na vseh časopisih, ali bom imel pa ekipo, pa bojo vsi v meni pisali. In je cenejš imeti ekipo, pa narediti rezultat, da vsi vpišejo v tebi, pa je tvoje ime tam. Ne? Mislim, da je to čist ekonomska računica. Mislim, da to ni... Da ni čustev. Mislim, da ne, to je sam biznis. Koliko bomo mi prodali, koliko bomo imeli rich people, koliko nas bo ta oglas stal. Konec koncev to je marketing exercise. Če smo čisto iskreni, se je neka tehnologija, pa se je prenos, ampak konec koncev je to marketing exercise. Ne? Ja, ampak se ti ne zdi, mislim, ne vem, mogoče sem jaz romantik, ampak če bi bil Ne, jaz... mogoče. Če bi bil jaz... Če smo vsi, no. Ne. Če bi bil jaz šefe Porschea, pa če bi me vprašal, kaj bi raj zmagal na E-formuli, ali zmagal v Le Mansu. Ja, jaz ne bi kaj da zgožen. Jaz tudi ne. Ej, še ena taka pikra. Na zadnje, ko smo bili tle na Formuli E, smo šli pogledati v bistvu, kaj poganja Formulo E. Bravo, brat. Formulo E poganjajo agregati. Ja. Tako, sploh ne vem, kaj naj vprašam v bistvu, a ni to malo hecen? Saj bo to sport, ne bo nikoli čist. Ne, se vem, ampak tako malo je hecen. Ne? Gremo se Formule E, pa v bistvu celo Formule E poganjajo. Ok, dajmo reči, da niso dizelski agregati, ampak oni agregati laufajo na glicerina, ne? Če se prav spomnim. Ampak vsem, pač, se pravi, neki bati se tam gibajo gor dol, zato da poganjajo Formule E. To je tako, kot imaš recimo električni avti v normalnem prometu. Ne? Zdaj, če jih boš ti poganjal na nuklearno energijo, je zeleno. Bolj čisto, ja. Zdaj, če jih boš pa na premog, pa pač ni. Isto je z vodikom. Imaš green, imaš blue, imaš white vodik. Ima potencial, da je zeleno. Ne? Zdaj pa kako lahko, kaj boš noter dal, je druga stvar. Ampak konec koncev ima potencial, da bo, tako kot navadni avtomobili, imajo potencial, da bojo zeleni. Ampak je hecen, ker v bistvu FIA promovira e-mobilnost na ta način čez to dirkaško serijo, ampak vse to dirkaško serijo poganjajo agregati. Tako, malo mi je sam hecen, pa sem to samo izpostavil. Jaz povem čisto po pravici, jaz sem bil kar malo šokiran, ker sem tja prišel v pedok, ker sem pričakoval, da bo to neki, če ne, kakšen mini reaktorček, kar pa saj paneli sončni. Da bo Berlin zagotovil neko čisto energijo. Pa Sašom pride v čes, veš, izgledajo se. Tako lepo zakritje, veš, tako. Ne dost, ne? Ja, mislim, tako z enimi takimi panelima. Veš, ko slišiš formulo, ko jim Odzadje pa Odzadje pa prideš, pa slišiš. Ampak, dejansko, zdaj, če ti hočeš zamenjati lokacijo, pa iti, ne vem, recimo, imaš v Džakarti, recimo, ker ne boš... Omrežje ni sposobno tega sproducirati. Pač mora biti rešitev. Ja, kot si rekel, je ta glicerin. Ampak a si ti sam predstavljaš, ker jaz mislim, da je celo tako, da pač FIA prevaža te generatorje z dirke na dirko? Ne, to je vse lokalno. Okay. Ampak tudi... A lokalno imajo generatorje na glicerin? Mislim tako, po drugi strani pa spet... A res? In imeli bojo, vem, da so neki testirali, da bi imeli pa iz vodika tudi, no? Da bi imeli pa fuel cell, da bi imeli za vse. No ja, zapadal. Hecen je, no. Jaz mislim, da je tako, no, ko bo tehnologija omogočala, kjer bo to možno, bojo, zdaj govorimo o zelenih avtomobilih, ampak mi jih delamo zmer bolj zelene, ker so tudi karbona, ne smemo tazga uporabljati posod, da je nek recikliran karbon. Kaj, da razloži?
Na nekih kosih avtomobila imamo nek recikliran karbon. A res? Da je bolj To pomeni, kar razbiješ, pobereš, pa spet stopiš, pa zlimaš skupaj. Ne, dejansko je tak zelen pride, pa tako fulje upogljiv. Tako da na nekih panelih imamo nek ta zelen karbon. Gum ne smemo preveč porabljati, ne. Omejeni smo na koliko brems imamo lahko. Tako da to je vse na avtomobilu, ne. In če tako gledaš, pol imajo pa, ne vem, ves catering, ki ga imamo, vse je, ne vem, les ali pa karton, ne. Se pravi, tukaj probajo čim bolj znižati, potem na generatorjih probavajo znižati. Se pravi, ni samo avto, kjer delajo, ampak tudi organizator proba na vseh teh sklopih dela, da je čim bolj zeleno, ne. Niso še tam, niso najbolj zeleni, ampak probavajo, ne, na vsaki področju. Kartonasti krožniki, pa model naleti 1300 ur, veš, v avionu. Vsak član ekipe. Florian, a si že kdaj izračunal, koliko kilovatnih ur gre v dirkaški vikend, naprimer vaša ekipa? Koliko na stezi pustite štroma? Ne, ampak recimo 120 kWh? Ja, se da zračunati, ja. Recimo tako. Na uro. Pa ni spet toliko velik, ne? Ne, ni. A? To je ena baterija, pa še četrt od tam močnih električnih avtov. Ne? Ja, veš kaj, imaš trening 1, trening 2, kvalifikacija dirka, ne? Dirka je 38, pol recimo 30 vsak trening, je to nek tam Čakaj, bolj preprosto vprašanje, koliko ima ta formula porabo sploh? 38 kWh na dirko, ne? A je čakaj 100 km? Ja, ne. 100 km je dirka? Ne, omejeno je na kroge. Na cajt, ne? Približno 100 km, ja. Aha, se pravi 38, pa to ni toliko spet. Ja, pa lahke so, ne, veš, ni to 2 tone pa pol avta, ne. Ja, ampak okej. To je samo 18 več, kot poprečna od baza. Ja. Florian, še eno vprašanje. A sistemski inženir od e-formule, od ekipe Mahindra v vse električne avto? Ne. Voz 13 let starega Fiat Puntota, 1,26. Imel je včasih 60 konjev. To je tudi trajnostno naravnana mobilnost. Je. Ne? To smo mi tudi že ugotovili. Ne? Ja. Greš v London lahko v ta ULEZ, Ultra Low Emission Zone. A ja? No, ja. No, evo. Ok, potem pa dajmo udariti še s tem vprašanjem. Kjer je bil tvoj prvi avto? Citroen Saxo. Tako ka moj! Bravo! VTS. Zdaj sta pa brata. Zdaj sta pa ratala brata po prvem avtu. Vinsko rdeče barve. Moj je bil pa plav. Bele OZ Feltne. Isto. Get a room. Feltne sva imela pa iste. S tem, da je moj bil plav. Pustva jih mi dva peva. Ej, the best. Ne vem, jaz sem ful užival. Jaz tudi zelo. Sploh zaradi tega, ker vedno smo se ujeli res z laptopom v roki, pa v 2 minutah sem te hotel vprašati vse, kar sem te zdaj uri pa pol, tako da ful hvala. Ja, hvala, ker vemo, koliko si v Sloveniji, ne? Nič bolj. Tako da hvala, ker si v letu. No. Ja, 1 ura pa pol našega cajta, glede na 4 dni na leto v Sloveniji. Lej, smo ti kar veliko cajta vzeli. Florian, pa tudi svikarce več ne noče s sabo, sam laptop. Ne, sam laptop. Ne, hvala vam za povabilo. A kdaj lizneš žice? Tako? Ja, valjda. Moraš zmeri. malo, ne? Zato ne dela. Ne? Ej, Florian, ful hvala. Ja, Hvala vam. Ajde, čau.